Urbano vrtnarjenje tudi v Preski, selitev dvoživk iz zimskega v letno bivališče, naložbe v neoporečno pitno vodo, duševno zdravje medvoških najstnikov, 40 let po smrti, prva razstava del. Na pogovoru z reperjem Zlatkom. Dober večer in lepo pozdravljeni. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali še o dveh projektih iz minulega programskega obdobja lokalne akcijske skupine za mesto in vas, ki deluje na območju 6 občin. Hkrati smo vas že opozorili na prvo delavnico, namenjeno pripravi projektov, ki naj bi se realizirali v novem programskem obdobju. Delavnica bo danes teden, torej v četrtek, 29. februarja ob 17. uri, tokrat v Kulturnem domu v Vodicah. Občina Medvode namerava prav prek LAS projektov pridobiti evropska sredstva za ureditve urbanega vrtnarjenja v Preski. Eden od uspešnejših projektov lokalne akcijske skupine za mesto in vas iz minulega programskega obdobja je bil ravno urbano vrtnarjenje na Svetju, s katerim naj bi občanom omogočili aktivno preživljanje prostega časa, možnost druženja in predvsem pridelovanja lastne, načeloma bolj zdrave hrane. Zaradi dobrega odziva je občina kandidirala na 2 javnih pozivih lokalne akcijske skupine in skupaj prejela skoraj 100 000 evrov sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V začetku lanskega leta so za oddajo v zakup občanom ponudili 66 vrtičkov s vrtnimi lopami v različnih velikostih, v izmeri od 50 do 100 kvadratnih metrov in z izbranimi zakupniki sklenili zakupne pogodbe za obdobje 5 let oziroma do konca leta 2028. Za kvadratni meter vrtička z lopo so zakupniki odšteli €1,50. In še odgovor za vse tiste, ki se sprašujete, kaj se dogaja z makadamskim parkiriščem pred urbanimi vrtički. Skladno z občinskim prostorskim načrtom občine Medvode se to zemljišče sicer nahaja na območju, kjer je dopustno urejanje vrtičkov in postavitev enostavnih objektov, na južnem delu enote pa je dovoljeno začasno parkiranje osebnih vozil za uporabnike vrtičkov. Na kmetijskem inšpektoratu pa so očitno menili drugače in z odločbo občino pozvali, da na sicer makadamskem parkirišču vzpostavi prvotno stanje. Občina je do konca leta zato odstranila nasuti gramoz in na zemljišče nasula plast rodovitne zemljine. Na delu saniranega zemljišča pa se bo vendarle vgradilo prevozne travne rešetke, zato da bodo najemniki lažje parkirali vozila in dostopali do vrtičkov. Še nadaljujemo na temo urbanih vrtov, kar pa obstoječi vrtički v Preski prav gotovo niso. V preteklosti smo večkrat poročali o njih, predvsem o tem, kako neugledno podobo dajejo kraju. Prvotni vrtički so se v zadnjih 20 letih namreč spremenili v barakarsko naselje na... Vse doslej se namreč ni vedelo na točno čigavi zemlji. Sedaj je lastnik le en sam, sklad kmetijskih zemljišč. In občina Medvode namerava območje namenjeno urbanemu vrtnarjenju zakupiti in na njem urediti urbane vrtičke, podobne tistim na Svetju. Zadnjič smo resneje poročali o preških vrtičkih davnega leta 2008, ko so predstavniki krajevne skupnosti Preska sklenili, da s takratnimi 180 vrtički nočejo imeti nič več in da jih vračajo pod okrilje občine Medvode. Med drugim so pogrešali tudi odlok, na katerega bi se lahko sklicevali ob sklepanju pogodb z najemniki. Namesto urbanega vrtnarjenja je začelo nastajati skorajda vikendaško naselje. Kakšno je stanje v tem trenutku na teh vrtičkih oziroma koliko lahko krajevna skupnost sploh še nekako ve, kaj se dogaja na teh vrtičkih? Ja, žalostno je, da ko se ljudje peljejo z vlakom mimo, prvo, kar v Medvodah vidijo skoraj so te favele oziroma te vrtički, ki ne kažejo prave podobe Medvod. Vrtički so bili najprej organizirani. Takoj, ko so se te bloki zgradili, takrat so se te vrtički vzpostavili, zaradi tega, ker normalno se Slovenci imamo vsi neke kmečke korenine in željo po nekem svojem lastnem vrtu ali pa pridelavi. Potem so bile narejene izmere, nek tak
približen kataster se naredil, tako da so se lahko, da ima vsak svojo parcelo in potem so nekateri tako po butalsko malo razmetali svoje rekelce na zunanje strani svojih meja, so se razširili, nekateri so obupali, drugi so začeli že kleti graditi, piknike delati in to je vse preraslo do te meje, da kot je danes. Vmes je še krajevna skupnost nekaj časa pobirala najemnino pri teh vrtičkih, potem se je ugotovilo, da nima pravne podlage in smo, mislim, da leta 2008 potem vse skupaj nekako dali z rok, vrgli puško v koruzo, čisto po domače v krajevni skupnosti in nekako breme prenesli na rame občine. In ker lastništvo zemljišč vse do lanskega leta ni bilo dokončno urejeno, je na preških vrtičkih, ne sicer na vseh, vladalo brezplačno brezvladje. Mogoče ravno tukaj treba začeti pri lastništvu. Če je v zgodovini občina bila polovični lastnik in tako naprej, danes ni lastnik ničesar, ker nam je sklad kmetijskih zemljišč pobral vse in hkrati odkupil drugo polovico od denacionalizacijskih upravičencev oziroma lastnikov. Po zadnjem sestanku na skladu kmetijskih zemljišč, kjer smo povedali, da pričakujemo, da zdaj, ko so lastniki, da bojo to področje uredili, smo najdeli nekak skupni jezik. Mi smo jim namreč ponudili alternativo, da če oni pospravijo celo območje, če izvedejo agromelioracijo na tem območju, in če nam dajo dovolj dolgo zakupno dobo, potem je občina pripravljena kandidirati za evropska sredstva na last projektu, podobno kot vrtički na svetu, in to na svojo roko urediti in hkrati poskrbeti, da bojo ljudje še zmerom lahko tukaj urbano vrtnarili, samo na nek majčkeno bolj urejen način, kot je to do zdaj. Jaz upam, da bo zadeva speljana, da se bo dalo to urediti, ker podoba, kakršno kažejo te vrtički zdaj, res ni v nek ponos naši občini, sploh pa da tudi krajevni skupnosti, ker če je to prvi pogled na našo krajevno skupnost, je presneto klaveren. So kakšni odzivi strani vrtičkarjev? Potem, ko je bilo to obvestilo objavljeno, da se bodo vrtički uredili, da je treba pospraviti te svoje lope, vse, kar je tukaj je. Res je, vse skupaj že presega neko mejo dobrega okusa, odziva pa ni kakšnega posebenega. Se pravi, če bi ljudje se ne bi strinjali, bi verjetno bil kar velik alarm. Tako pa mislim, imam občutek, jaz osebno, glede na to, da ni bilo pritožb, da se vsi strinjajo, da se situacija uredi. Konec lanskega leta je občina Medvode prek različnih kanalov, namreč preške vrtičkarje, že obvestila, naj odstranijo svoje objekte in naj ne vzpostavijo svojih vrtov. Prvo še vedno drži, to drugo pa je trenutno še pod vprašajem. Očitno so tudi odzivi vrtičkarjev zelo različni, s kom se pogovarjajo. Ker tisti odzivi, ki smo jih mi dobili, je bilo nekaj zaskrbljenih klicev, ampak noben primitiven. In na drugi strani kar nekaj takih, ki so rekli, ok, želimo si, da ostane to področje urbanega vrtnarjenja, ko smo jim povedali, da smo to tako že 2018 opredelili v občinskem prostorskem načrtu, da je to območje lahko namenjeno samo vrtičkom, oziroma da je zelene površine za vrtičkarstvo. In ko smo jim povedali, da bi želeli narediti neko verzijo projekta, ki je na svetu, so bili pravzaprav zelo navdušeni in so bolj spraševali v to smer, kdaj bo to narejeno. No, torej, kdaj bo to narejeno? Je letošnja vrtičkarska sezona pod vprašajem? No, tam smo v resnici najbolj zdajle kot občina talec razpisa za las. Mi bi želeli, nobena skrivnost ni, da želimo ta projekt prijaviti na las, lokalno akcijsko skupino. Tukaj se tudi pogovarjamo z občino Domžale, ki je edina poleg nas na nek način občina z mestnim središčem in smo upravičeni do teh sredstev tudi za mestna središča, da bi skupaj šli v ta projekt. In tukaj zdaj malo čakamo, kdaj bo država te povabila izdala. To je ena težava, druge pravzaprav ni. Tukaj se zdaj usklajujemo s skladom, kdaj bi bilo pametno narediti čiščenje, zakaj se to usklajujemo, prav zato, da ne prizadanemo dosedanjih uporabnikov prej, kot je to potrebno. Ne bi namreč radi, da sklad gre zadevo, da pač lastnikom dokončno reče, da morajo pospraviti, da potem oni vse to zorjejo in zrihtajo, potem pa se ta stvar zarašča naslednji 2 leti. Zato dopuščam možnost, to zdaj čakamo samo še zadnje informacije, ki jih pa še nimamo, kdaj naj bi ti razpisi šli ven in če ne drugače bomo na isti način, kot smo te dosedanje obdelovalce obvestili, jih bomo tudi zdaj obvestili, da
jih prosimo, da nadaljujejo s pospravljanjem teh svojih hišk in podobnega, kar je tam se nabralo. Ne bomo pa usporavali temu, da tam še v letošnji sezoni pripravijo in posadijo in posejejo tega zelenja, kar ga je. Iz enostavnega res razloga, ker je brez veze, da tam pač se zarašča plevel. To bo jasno v enih 14 dneh najkasneje. Že na decembrski seji občinskega sveta se je izpostavila tudi možnost, da bi vrtičkarjem šli na roko pri odstranjevanju različnih objektov z teh površin z organiziranjem varnega odvoza kosovnega materiala. Ja, zdaj, če bi bil grob, bi rekel, kdor je tja privlekel, naj tudi odvleče od tam. Po drugi strani pa vem, da se je to tam nabiralo verjetno v nekaterih primerih bi lahko desetletjih govorili. Mene osebno najbolj skrbijo salonitke. Se pravi, ta kritina, ki je toliko stara, da ima noter še azbest, ta del bomo res morali previdno ravnati. Tukaj se tudi skladom pogovarjamo, da bi res organizirano te zadeve naredili, ampak tam bo treba tudi eno voljo pokazati strani tistih, ki so danes tam uporabniki, ne? Da bojo, če misli kdo, da vsedel na klopci pa gledal, kako bo nekdo drug mu to podiral, potem se je zmotil. Če pa bo neka taka osnovna pripravljenost, seveda bomo tudi mi pristopili zraven. Tudi konec koncev važno je, da ko se podira, da se ločuje, zato da gre les lahko v neko predelavo, da se kovina odpelje, da se tretje zadeve odpeljejo in tako. Tukaj bomo maksimalno, vse nam gre vsem za isti cilj, ne? Ampak zato se je treba pomujati. Ne moreš pa sedeti pa čakati, da bo nekdo namesto tebe naredil. V izogib težavam bi res prosil vse vrtičkarje, da se probajo kooperativno vesti in pomagati, da se to stanje vzpostavi v lepše, v stanje, kakršnega bomo veseli mi in kakršnega bojo veseli tudi sami. Mi smo bili s kamero na Preških vrtičkih v torek, potem, ko je bilo z njih že marsikaj odstranjenega. V spremstvu dolgoletne vrtičkarice, ki se napovedane spremembe veseli. Jaz sem že 40 in več let. Začel se je pa, ko sem dobila dojenčka pred leti, tam okoli 80 leta. In mi je en sosed, ki je že takrat ta vrtiček tlele obdeloval, ni še bilo veliko vrtičkov, tale delček tlele je bil na oni strani še nič, je rekel, veš punca, zdaj pa treba kakšno zdravo zelenjavo predelati, ko imaš dojenčka. Je rekel, letos ti dam še jaz na mojem vrtu obdelanem eno gredko, da boš kakšen tršilček pa korenček, drugo leto si pa kar zaštihaj sama. In res, jaz sem že tisto leto tako dobila veselje s tem vrtom in sem si spomlad pol začela tam na oni strani en košček vrtička in po vsako leto mečkem več. In zdaj že poskušam vnuke navduševati za mečkano z naravo, živeti pa delati tako. Kakšen je sedaj odnos ostalih vrtičkarjev do te načrtovane spremembe? Ja, tako je, s temi vrtički je bilo tako. Mi smo tlele prišli v Presko, takrat so nas vseh koncev naselili, tam okoli 80 let in se nismo čisto dobro počutili, nismo se znali v kraj vklopiti zelo dobro in potem je tukaj pač možnost bila, da smo se te vrtičke začeli delati in tukaj smo se pa najdli. Tukaj smo, ker smo več ali manj vsi izhajali tudi iz nekega podeželskega okolja in tukaj smo se najdli in tukaj so se krasne zgodbe dogajale vsa ta leta, ampak bilo je pa to tako, da eni od teh vrtičkarjev smo imeli bolj željo pridelovati neko zelenjavco, pa tako drugi so pa spet pač iz kakšnega okolja so prišli, so pa imeli bolj željo se družiti s prijatelji, mečkam požurirati, pa to in pol zato so nastajati začele te razne objekti in to je pa seveda potem nas vrtičkarje motilo, okolico pa še bolj in je res ni lepo in ni estetsko in tako. In je prav, da bi se to uredilo nekako, da bi vrtički ostali v nekem bolj urejenem, lepem, enega lepšega videza. Letos pričakujete, da boste še posadili, odstranili, kar je potrebno, imate vi osebno Jaz imam barakce, nimam nič kaj takega, imam pa en košček brajdice, ki mi bo žal za njo, seveda, to se tudi zavedamo, da če bo to zdaj tako urejeno, neki urbani vrtički, da več ne bo teh dreves in brajd in vsega tega, zato mi bo hudo žal, ampak vem, da je to potrebno in da to mora pač tako. Bi pa želela, seveda, letos sem že posadila nekaj, v jesen in si želim, da bi to letos še pač tako ostalo, da bi letos še ta predelk pobrali, potem pa pač vmes pa, da bi se te stvari uredile, pa da bi pa
Pa še to, jaz osebno imam pač željo, da bi nas nekje na tistem koščku, kjer sem to obdelovala 40 let, se dalo tudi najeti tisti moj košček vrtička, ki bi ga najela. No. Obljuba je, da se bo na urejenih urbanih vrtičkih v Preski za obstoječe dolgoletne vrtičkarje našel prostor, seveda ob podpisu zakupne pogodbe. Ja, seveda, si predstavljam, da tisti, ki danes obdelujejo, bojo želeli obdelovati tudi naprej. Sploh potem, ko bodo vse hiške enake, ko bodo vrtički označeni, ko bojo ograjeni, ko bomo skušali dobiti tudi neke vrste, urediti tudi neke vrste vodo, verjetno to ne bo pitna, ker nima nobenega smisla, ampak vodo za namakanje in tako, ali preko vrtin, ali preko česa drugega, prostor tudi zato, da se posedejo, da imajo tudi eno možnost, mogoče kdaj kakšnega predavanja tam izvesti ali pa enostavno malo pokremljati med sabo. Tisti, ki so zdaj tam, bojo seveda verjetno si želeli to tudi naprej biti. Je pa res, da tukaj imamo manjšo težavo, ker ni nekega seznama, kdo to je. To je pač bolj prosto po Prešernu oziroma dolgo leta, nekateri se vem, so tam že desetletja, spet eni so se menjavali, kako so se menjavali, jaz ne vem. Po kakšnem principu je to šlo, tako da tam bomo enostavno naredili nabor tistih kandidatov, ki so. Zdaj izkušnje iz sveta nam kažejo, da se to v resnici brez nekih velikega cirkusa da. Tako da, če bi kdor želi tukaj dramo delati, se bomo tudi potrudili, da drame ne bo. Člani društva Žverca, sedežem v Škofji Loki, so nas že pred 10 dnevi začeli ponovno opozarjati na selitev dvoživk iz zimskega v letno bivališče in na dejstvo, da ob tem običajno prečkajo prometno cesto. Po slabem letu dni smo se torej ponovno pogovarjali z Zalo Prevoršek, ki je sicer naša stalna sogovornica, ko poročamo o akciji Pomagajmo žabicam v Hrašah pri varnem prečkanju državne ceste. Letos tovrstna akcija poteka že 17. zapored. Še enkrat torej, zakaj je prenašanje žabic čez cesto ali postavljanje zaščitnih ograj le kratkotrajna rešitev in tudi, da izgradnja podhodov, kar je edina dolgoročna rešitev, ni tako velik ali moteč infrastrukturni projekt. Skoraj da mesec dni prezgodaj so se torej letos prve dvoživke začele seliti iz prezimevališč proti Hraškim Mlakam. Mi zelo navijamo za to, da držimo prekrižane prste za to, da bi še majhen talem razpritisnil, da bi zima še malo pokazala zobe in da bi selitev se nadaljevala kasneje, pol kaj toplo. Zdaj, če se začne takole zgodaj, ki je potem kakšen dan še mraz, pa spet toplo, potem te žabe kapljajo zelo pomalu vsak dan in ta selitev se lahko razvleče tudi na 3 mesece. To je pa vsaj za prostovoljce je to precej težje delo pol. Navodila za prostovoljce in vse aktualne informacije z zemljevidom žabih lokacij so zbrane na spletni strani društva z naslovom Pomagajmo žabicam. Stvar je zelo preprosta, v osnovi treba paziti predvsem, da ste vi varni, se pravi imeti tole obvezno opremo zaščitni jopič, treba imeti vedro pa eno dobro luč in treba žabo prenesti čez cesto, brez da se komurkoli kaj zgodi. Dejstvo sicer je, da se je število dvoživk v tem delu naše občine drastično zmanjšalo. Med drugim so se v Hraških Mlakah v zadnjih letih naselile ribe, ki za žabi zarod predstavljajo veliko nevarnost. Niso se naselile, ljudje so jih naselili. Mi smo to opazili že vsaj 5 let nazaj, da je populacija drastično padla dvoživk v Hrašah. Mi smo šli iz številke 18.000 dvoživk prenešenih med eno selitvijo na približno 3 do 5. In to je tako padalo v 1-2 letih. Člani društva Žverca so pomoč dvoživkam pri varnem prečkanju državne ceste samoiniciativno organizirali že leta 2008. 2 leti kasneje pa so prvič postavili zaščitne mreže. Ves ta čas pa opozarjali, da je to lahko le začasna rešitev. Dolgoročna rešitev pa so le podhodi pod cesto. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je leta 2021 tudi ali predvsem na stalno prigovarjanje društva Žverca predstavila idejno zasnovo projekta za ureditev podhodov za dvoživke na skorajda 2-kilometrskem odseku ceste skozi Hraše in ga leto kasneje predstavila tudi krajanom. Letošnji razlog, zakaj do realizacije projekta, ki bi za Hraše pomenil tudi pločnik, vendarle še ni prišlo, pa je končno razumljiv.
Denar je bil zaradi lanskoletnih poplav preusmerjen v sanacijo infrastrukture po poplavah. Nanje zdaj čakamo, se z Direkcijo za ceste Republike Slovenije se pogovarjamo, že mislim, da vsaj 5 let. Izgradnja podhodov nekje je v planu, bila že pred leti. Zdaj se je zamaknila vsaj na leto 2026, ne vem, če bo sicer kdaj kaj iz tega, nisem več optimist. Bi pa mogoče na tem mestu dodala v zvezi s tem, da to, kar se tukaj, pri nas v Sloveniji s temi akcijami, ki se vsako leto širijo, nikakor ni neka nova stvar ali karkoli. V Evropi, v bolj razvitih državah, v Angliji, Nemčiji, tako kot sem vam že prej omenila, je recimo lahko za 2000 dvoživk v Angliji, zdaj bil primer članka na BBC-ju, se mi zdi, zaprejo cesto za 14 dni. V Nemčiji so podhodi povsod zgrajeni. To se pač skrbi tudi za te živali, in vsekakor je to nujno, sploh v prihodnje, zaradi tega, ker smo jim mi, se pravi ljudje, že tako skrčali življenjski prostor. Izgradnja podhodov, vsaj tako ugotavlja sogovornica, ne bi smel biti preobsežen infrastrukturni zalogaj. Za primer daje prakso iz Škofje Loke. Ne veš, da so tam. To je tako v bistvu lepo inkognito narejen kraj, nobenega ne moti, majhen je take štengce umaknjene z ceste. Vi kar porajtate, je v bistvu samo taka zelo lepa rešetka, in grejo lepo dvoživke spodaj. Tako da to ni zdaj ne vem kakšen poseg v okolje, ki bo ljudi in tam živeče sosede motil. Ne bo. Tako da to bi res mogli sploh predvsem recimo pri cestah, ki se na novo gradijo, ki se prenavljajo, to delati na tem. Dodaja še, da enako velja tudi na ostalih lokacijah, na katere nas med drugim opozarjajo tudi v Društvu za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Rex in Mila, v Goričanah, Rakovniku, Sori in Dolini Ločnice, kjer v svoje vrste tudi vabijo prostovoljce. Tam so žabe že od nekdaj. Jaz se jih spomnim že takrat, ko je bilo v Hrašah leta 2008, ampak se pravim, v Hrašah jih je bilo toliko, da ko so bile takrat povožene, se ni asfalta videla. Tukaj so vedno bile, sploh takrat, ko je bil dež, in zdaj se tukaj tudi prostovoljci angažirajo na tem mestu, tako da nekaj se menda tudi pogovarjajo z občino vašo v zvezi z nakupom zaščitnih ograj. To je seveda zelo smiselno, ampak pač pri tem opozarjam, če vi postavite zaščitne ograje, je treba imeti ali podhode zgrajene na tem mestu, ali pa zagotoviti prostovoljce, ki bojo vsak večer med selitvijo te živali prenašali. Nikakor ni rešitev samo postavitev neke ograje. Naši sogovornici je že kar smešno, da mora vedno znova razlagati, kako pomembne so dvoživke za naš ekosistem. Mislim, da je v osnovi razlog to, da so dvoživke, se pravi žabe, pupki, na splošno ljudem niso simpatične živali. Tako da mi pač, če jih očitno ne jemljemo kot neki kosmate pa mehke pa za crkljati, sej niso pomembne. Ne, ni res. Seveda imajo svojo vlogo v ekosistemu, njihova hrana so insekti. Same, se pravi dvoživke, so hrana določenim pticam, drugim živalim, in če odvzamete eno žival iz ekosistema, se bo to nekje poznalo. Prej slej mi osebno bomo to občutili tako, da bo poln komarjev, recimo. In ja, seveda, treba jim je pomagati, sploh če je ta input, ki ga vi daste v to pomoč, lahko minimalen. Konec januarja je občina Medvode objavila javni natečaj, v katerem smo bili povabljeni, da predlagamo imena za medvoški sistem izposoje e-koles, ki k nam prihaja spomladi. Podanih je bilo kar 79 predlogov, komisija pa je med vsemi prispelimi predlogi izbrala 8 imen, med katerimi bomo zmagovalca z glasovanjem izbrali mi, občanke in občani. Svoj glas lahko oddate do 29. februarja. Glasujete lahko za najmanj enega in največ 3 predloge. Zmagovalno ime pa bo tisto, ki bo prejelo največ glasov. Izbiramo lahko med naslednjimi predlogi: Medbajk, Medkolo, Medvoškolo, Medvodek, Vodomec, Medvodnik, Bicimed, Medvokolo. Na spletni strani občine Medvode imate vse predloge tudi na kratko obrazložene.
V naslednjem prispevku boste izvedeli, kaj je to piecometer in tudi kakšno vodo pijemo v javnih vodovodnih sistemih. Trenutno izgleda, da zelo dobro prav v največjem vodovodnem sistemu Medvode, ki oskrbuje naselja Dol, Goričane, Ladja, Medvode, Rakovnik, Vaše, Varje, Vikrče, Sora, del naselja Smlednik, Brezovec, Spodnje in Zgornje Pirniče, Spodnjo in Zgornjo Senico ter Zbilje. Pitna voda iz vseh vodnih virov, ki ga napajajo, se namreč ne dezinficira ali kako drugače obdeluje. Torej, ko potegnemo črto pod minulo leto, kakšno vodo pijemo v tem trenutku? Ja, vse preiskave oziroma vsa vzorčenja kažejo, da je voda neoporečna. Je pa res, da so del naših virov precej odvisen tudi od vremenskih razmer. Tukaj ni čisto tako, kot ponavadi si ljudje predstavljajo, torej da je problem samo takrat, kadar je res suša. Takrat je res ponavadi problem z izdatnostjo nekaterih vodnih virov, predvsem v polhograjcih. Medtem ko jih imamo pa težave, ki se pojavijo pa ob obilju padavin, so pa motnost. To zdaj ljudem kaj dosti ne pove, to je res neka zadeva, ki jo spremlja upravljalec. Tudi načeloma ljudje na to niso ponavadi zelo občutljivi. Kot zanimivo se je pa izkazalo, da so pa veliko bolj dovzetni do tega, da ko pa pride do vdora, do kakršnih koli tujkov, tukaj imamo v mislih predvsem koliformnih bakterij, ker ostalih na srečo nimamo, je pa takrat včasih bilo potrebno kloriranje z minimalnim količino tega klora, na to so bili pa ljudje precej bolj občutljivi. Če ravno gre v resnici tudi za to, da se vodo pripravi kot ustrezno za pitje. No, zdaj vesel sem, da na tem glavnem sistemu kloriranja že zelo dolgo ni. Še več, občina Medvode in upravljalec javno podjetje Voka Snaga nadaljujeta prav z ukrepi za izboljšanje varnosti oskrbe s pitno vodo v tem največjem vodovodnem sistemu Medvode, ki s pitno vodo oskrbuje skupaj skoraj 13.800 občanov. Eden od ukrepov je izdelava piezometra ob cesti na Senico. Piezometru lahko rečemo, da je to neka opazovalna vrtina, ki je potrebna tudi zaradi samega v tem primeru obratovanja, v bližini se nahaja vodarna Svetje, ki je potrebna pač spremljanju gladine podzemne vode. In vodna dovoljenja, ki so izdana za obratovanje vodarn, če temu tako rečemo, zahtevajo spremljanje in ta piezometer nam bo to omogočil. Pravzaprav bo omogočal tako spremljanje nivoja podzemne vode, kakor tudi kakovosti pitne vode. Za samo izdelavo vrtine bomo pa prišli tudi do geoloških in hidrogeoloških podatkov, ki so vedno dobrodošli za poznavanje tega podzemlja, ki je tudi vir pitne vode za Medvode. Gre za 60 metrov globoko vrtino, ki bo dosegla in presegla nivo podtalnice, in prvič v zgodovini občine Medvode bomo spremljali smer, kakovost in pa količino podtalne vode, ki jo imamo. Se pa sprašujem, ali smo kot skupnost zreli za take meritve, ker zdaj bo pa vrag vzel šalo in bomo točno videli, kakšna ta voda je, koliko te vode je in kako recimo suše in podobno vpliva na to. Mogoče tudi intenzivno kmetovanje in pa intenzivna poselitev. To so čisto vprašanja, ki se bojo odpirale. Tukaj jaz ne bi iskal nobenih teorij zarote, ampak predvsem je to en odraz strokovnega dela našega upravljavca, pa tudi občine, da želi imeti eno iskreno sliko kakovosti vode. Opazovalna vrtina je zgolj posredno povezana tudi z državnim načrtom rekonstrukcije Gorenjske železnice, ki novo traso načrtuje v neposredni bližini vodarne na Svetju, zato občina in upravljalec zagovarjata njeno prestavitev. Sama prestavitev kaže v smer tega višjega nivoja, kot je obstoječa platoja, če se temu tako reče, kot je obstoječi plato vodarne Svetje, in z zavrtanjem in samimi temi strukturo, ki se pokaže ob vrtanju, se vidi, kakšna je struktura tega podzemlja, ki je pravzaprav rezervoar podzemne vode. Spomnimo, koliko hude krvi in negodovanja je bilo še dobro leto dni nazaj, ko so za pripravo vode v tem največjem vodovodnem sistemu krajši čas uporabljali klorove pripravke. Lahko zagotovim, da v tem centralnem medvoškem sistemu, kjer sta vodna vira
tukaj na Svetju in Preski. Pijemo dobro vodo, voda ni pripravljena oziroma ni dezinficirana, kakor ljudje to razumemo. Tako da lahko rečem, da je tisto, kar si tudi kot upravljavci želimo, čista, nepripravljena voda, da pride k uporabniku na pipo. So pa tukaj seveda zdaj določeni ukrepi. Eden od teh ukrepov, da bomo to obratovalno varnost postavili na nek višji nivo, tako kot z tega neprekinjenega obratovanja, kakor tudi z stališča kakovosti pitne vode, je pa nakup novega merilnika motnosti in novega črpalnega potopnega agregata. Merilnik motnosti nam bo omogočil, da odreagiramo, pravzaprav lahko rečem hipno, če se pojavi kaj v vodnjaški vrtini. Vrtina ima le neko starost, seveda skozi obratuje in se lahko tudi kakšen neljubi dogodek zgodi, kar povzroči neko motnost. In merilnik motnosti nam bo omogočil, da ko se motnost poviša nad dovoljeno vrednostjo, da tak vodnjak izklopimo iz obratovanja. Nov črpalni agregat pa poveča tisto obratovalno varnost, ker imaš neko rezervo, da ko stari oziroma obstoječi delujoči odpove, se ga nadomesti z novim, tisto, kot se reče, kakor hitro le gre. Javno podjetje Voka Snaga poleg tega največjega vodovodnega sistema upravlja še 7 manjšimi vodovodnimi sistemi, razen manjšega v Zavrhu so vsi ostali v Polhograjcih. Največ izzivov, predvsem zaradi pomanjkanja pitne vode, tako upravljavcu kot lastniku, torej občini, predstavljata 2: vodovodni sistem Topol in vodovodni sistem Studenčice. Tudi zato je občina Medvode že pred 3 leti v proračun vnesla postavko vodovod Polhograjski Dolomiti. Ja, na Topolu smo v lanskem letu v kompletu sanirali vodohram, ki je imel inšpekcijsko odločbo, to niso bila majhna sredstva, s tem smo zagotovili, da izpolnjujemo vse pogoje za ta vir. Problem Topola, Katarine, je v resnici v viru. Imamo 2 vira, eden je se pravi suha oziroma suše, ta drugi je pa Kozomar. Povsod lovimo vodo na površinskih vodnih virih in lovimo jo, lahko bi rekel, na decilitrih. Tukaj je edina resna alternativa, je vrtina v dolini, povezava gor in potem stalno neoporečen sistem na Topolu, ki poleti pada zato, ker je premalo, kadar je veliko pa zato, ker zakali. Tako da tam imamo stalne, podobno kot na Belem, večkratne težave, tam tudi prostovoljno gasilsko društvo Sora največkrat dovaža vodo. Problem, ki je rešljiv? Problem, ki bi bil rešljiv, če bi bilo v dolini malce več dobre volje. Pred 2 letoma upravljavcu Voki Snaga s sanacijo vrtine ni uspelo rešiti problematike pomanjkanja pitne vode v Studenčicah, zato je bila ponovno na potezi občina. Dolgoročna rešitev za spodnji del vasi in posledično tudi za stabilno oskrbo na Steški planini, Žlebehi in Seničici je namreč izgradnja kilometra tlačnega cevovoda od vrtine pri Knausovi smreki do načrtovanega novega vodohrama v bližini sedanjega razbremenilnika sredi vasi ter obnovljena povezava do zgornjega vodohrama. Projekt je vreden več kot 1 milijon evrov. Občina je konec leta pridobila gradbeno dovoljenje in oddala vlogo za sofinanciranje iz Evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Upa na 500 milijona evrov. To bo ena zelo velika pridobitev. Zdaj, zakaj toliko časa trajajo ti birokratski postopki odločb, vam ne znam povedati. Lahko pa povem, da poznam župane, ki so na NOO projekt dobili že 12 dopolnitev. Problem tega razpisa je, da je bil v sami fazi, ko so ga postavljali, zamišljen izrazito naklonjeno investitorjem, v tem smislu, da občine čim hitreje za te manjše sisteme pridobijo sredstva, jih počrpajo, da se tudi na terenu pozna. No, zdaj se je pa pač del uradništva na MNVP-ju zamenjal in tam so se zdaj odločili, da komplicirajo do nezavesti. Ja, gradbeno dovoljenje je izdano, smo seznanjeni, nas je občina s tem seznanila. Mi se kot upravljavci sistema tega zelo veselimo. Povezali bomo 2 sistema. Želja vsakega upravljavca je, da ima čim bolj združene sisteme.
ne pa bom se tako izrazil satelite, ampak praktično, da se sistemi združujejo in mislim, da bo na področju oskrbe s pitno vodo v tem delu občine Medvode narejen velik korak naprej. Praksa namreč kaže, da je majhne vodovodne sisteme veliko težje vzdrževati kot večje iz dveh razlogov. Eden od osnovnih vzrokov je vodni vir. Kadar vodni vir ni ustrezen in tukaj v Polhograjcih imamo pravzaprav vodne vire, ki so površinske narave. Površinski vodni viri so zelo občutljivi, torej na spremembo vremena, na spremembo letnih časov, listje odpada, listje pade, listje začne gniti. To se vse odraža na pitni vodi. Eden od teh vzrokov je, se pravi, že na samem začetku na vodnem viru, zato je dosti boljši vodni vir vrtina, seveda, če se jo da narediti. In drugi del je pa omrežje. Omrežje je dostikrat zaradi zahtev po požarni varnosti predimenzionirano. Se pravi, je ustrezno za to, če se bog ne daj zgodi požar, vendar je preveliko za tisto porabo ljudi, ki tam živijo oziroma bivajo. Kar se zgodi, voda zastaja in v primeru zastajanja se ponovno upravljavci moramo, ne da to želimo, ampak moramo pravzaprav skladno z zahtevami zakonodaje na področju pitne vode poslužiti priprave pitne vode, torej dezinfekcije. Na odločitev izpred 2 let, da javne vodovodne sisteme v občini Medvode v celoti prevzame v upravljanje javno podjetje Voka Snaga, je potrebno gledati z 2 vidikov. Eden je pogled uporabnika, se pravi zagotovljena kakovostna pitna voda skozi najnižje položnice možne, potem tukaj lahko naredimo kljukico. Na drugi strani, skozi oči lastnika infrastrukture, torej občine, pa lahko rečem, da je Voka zagotovo v državi najboljši, najbolj strokoven upravljalec vodovodov. To pa ne pomeni, da je tudi najbolj populističen, ker sem prepričan, da v zgodovini je bila motnost našega vodovoda včasih tudi mnogo višja, kot je zdaj, pa prejšnji upravljalec tega niti ni kaj dosti se s tem ukvarjal, ljudje pa tudi ne in so potem veselo vsi so bili veseli in nobeden ni imel nobenih težav. Voka je pri tem, če me sprašujete po težavah, ki jih imamo, izrazito brezkompromisen upravljalec. Torej, v primeru, da pride do kakršnih koli minimalnih odstopanj, oni zadeve raziskujejo toliko časa, da pridejo do potencialnega vira problema in potem takoj tudi zahtevajo sanacijo. Zahteven upravljalec pomeni, da je tudi skrben in odgovoren, predvsem do uporabnikov, seveda tudi do lastnika, ki je v tem primeru občina Medvode, ampak seveda v prvi vrsti je vedno za nas pomemben uporabnik, ker imamo mi skladno z zakonodajo in z vsem tistim nadzorom, zdravstvena inšpekcija, seveda odgovornost, da uporabnikom na pipo pripeljamo nekako, če se tako izražam, čisto skladno pitno vodo. Torej, pripravki, temu rečemo dezinfekcija, marsikdo uporablja kloriranje, pa vedno ni klor, so nujno potrebni v primerih, ko upravljalec ne more zagotoviti skladne pitne vode. Temu se načeloma izogibamo in poskušamo pred samo uporabo dezinfekcije narediti vse tisto, kar se da na sistemu narediti, da gre brez tega. Dobri 2 leti torej z 8 javnimi vodovodi upravlja ljubljanski holding oziroma javno podjetje Voka Snaga. Občina Medvode pa si že dalj časa prizadeva, da bi v upravljanje vzel tudi vodovodni sistem Golo Brdo-Polena, ki je z letošnjim letom umaknjen s seznama tistih vodovodnih sistemov, v katerih je potrebno vodo za prehrambene namene prekuhavati. Povezal se je namreč z vodovodnim sistemom Golo Brdo-Hrib, kjer pa se voda sicer pripravlja z natrijevim hipokloritom. Že zadnja 3 leta. Naš cilj je popolna neobdelava vode. Je pa res, da se tukaj tudi strani EU-ja napoveduje zaostritev zakonodaje, kar me po svoje malo žalosti, ker imam nek občutek, pa ko bodo delali 60. obletnico občine, bodo lahko zavrteli ta prispevek nazaj pa rekli, poglejte, se imel prav. Jaz imam občutek, da se pelje vodooskrba na nivoju EU-ja v
smer ultrafiltracije. To je pa v resnici izredno kompleksen sistem, sistem, ki je tudi drag in ki na koncu sicer spusti skozi popolnoma neoporečno vodo, ki pa je hkrati tudi mrtva. Tako da tukaj jaz mislim, da je naša vizija, da stremimo k temu, da zagotovimo tam, kjer imamo površinske vire, še nove vrtine in da kompleten sistem vodooskrbe v Medvodah prenesemo na sistem vrtin. Ne smemo si delati iluzij, tudi vrtine niso večne, tudi vrtine niso večno neoporečne. V sredo 14. februarja je Iniciativa za razvoj duševnega zdravja v občini Medvode, ki deluje od leta 2021, predstavila raziskavo opravljeno v sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Ljubljani o duševnem zdravju mladostnikov zadnje triade osnovnih šol v občini Medvode. K sodelovanju so povabili vse institucije v občini, ki imajo kakršnokoli vlogo pri delu z mladostniki, saj si želijo, da bodo v koraku s potrebami sodobnega časa vsi skupaj učinkovito pristopili k raziskovanju in reševanju potreb na področju mladostnikov. Iniciativa za razvoj duševnega zdravja v občini Medvode je nastala, ko je psihoterapevtka Ksenija Kos ugotovila, da so potrebe po pomoči presegle zmožnosti za posamezne obravnave in je skupaj s somišljeniki pričela uresničevati idejo, da je čas, da se še več naredi na preventivi ter z izobraževanjem odraslih, da bodo lastne stiske predelovali brez valjenja na otroke in da bodo lažje obvladovali stiske otrok in mladostnikov ter s tem oblikovali pogoje za njihov zdrav razvoj. Od prvega sestanka v januarju leta 2021 so se sčasoma povezali z različnimi organizacijami, kot je Mladinski center Jedro, vrtec, šole, slabo leto dni pa so tudi del akcijske skupine Zdravstvenega doma Medvode. Mi pokrivamo predvsem področje otrok in mladostnikov, torej namen je, kako aktivirati celotno skupnost za podporo otrokom in mladostnikom. Mi vemo, da v današnjem času je na poti neoliberalistični kapitalizem, ki razkraja našo družbo in skupnost nekje izgublja na svoji moči. Preko nevroznanosti pa mi vemo, da brez skupnosti posameznik ne more biti zdrav. Zato je glavni namen iniciative, da spet nekako pokliče odrasle, da kreirajo takšno skupnost, ko jo otroci in pa naši mladostniki pač potrebujejo. Kot psihoterapevtka je k sodelovanju povabila vse, ki delujejo na področju mladostnikov. Vključeni so psihosocialni pedagogi, specialni pedagogi, pedagogi, vzgojitelji, učitelji, vsi, ki se z mladimi ukvarjajo v obliki različnih delavnic. Ta ekipa pa se je povezala z različnimi inštitucijami, kjer so otroci. Sodelujemo s šolami, imamo koordinatorje v šolah, v vrtcu, k sodelovanju smo povabili tudi predstavnike policije, tako da imamo tudi psihoterapevtko, ki deluje kot policistka. Vabimo tukaj, da se nam še odpira v bistvu področje najbolj ranljivih skupin, tako da upam, da bodo centri za socialno delo tudi danes tukaj. Želijo si, da bi pobudam iniciative prisluhnili prav vsi, ki imajo kakršnokoli vlogo pri delu z mladostniki, saj menijo, da sodobni čas zahteva nove rešitve in poglede, ki bodo plod skupnega iskanja rešitev za izzive, ki so pred njimi. In teh je kar veliko, sodeč po opravljeni raziskavi študentk Filozofske fakultete Nike Katrašnik in Sare Pelicon, ki sta v svoji magistrski nalogi raziskovali stanje duševnega zdravja osnovnošolcev v času COVID-19. Mladostniki v naši občini se nič ne razlikujejo z mladostniki v celotni Sloveniji. So neke določena področja, ki so krepka, so pa tudi zelo zaskrbljajoča. Raziskava je potekala med učenci zadnje triade vseh 4 medvoških osnovnih šol, vanjo pa je bilo vključenih 316 učencev, ki so odgovarjali na standardizirana vprašanja, katerih rezultati so primerljivi z vrstniki po celi državi. Iskali smo korelacijo, tako da izkazalo se je, da otroci in mladostniki, ki imajo podporno okolje, kar pomeni, da imajo prijatelje, da imajo močne vrstniške skupine, da imajo v bistvu družine, v kateri so povezani, kjer je dejansko pomirjenost, kjer so neki določeni rituali. To so mladostniki, ki bojo psihično bolj odporni in bojo na izzive okolja ne reagirali z neko določeno simptomatiko.
In tam, kjer pa tega ni, tam imamo pa rizične mladostnike. To je torej eden bolj zaskrbljujočih podatkov, saj je bilo pričakovati, da bodo otroci, ki doma ne čutijo opore, torej da lahko zaupajo svojim staršem, to potem poiskali v šoli, a se je v raziskavi izkazalo, da učiteljem bolj zaupajo tisti, ki se že sicer doma o težavah več pogovarjajo s svojimi starši, kar pomeni, da se del mladostnikom odraslim ne zaupa in je do njih veliko težje pristopiti. Rezultati raziskave so tudi pokazali, da starejši so mladostniki, manj imajo občutka, da se lahko zanesejo na prijatelje. Na srečo pa je večji delež sodelujočih v raziskavi povedal, da se s prijatelji lahko pogovarjajo in jim zaupajo, ko gre kaj narobe. Najbolj zaskrbljujoč rezultat raziskave pa je zagotovo ta, da je več kot petina mladostnikov že razmišljala, da bi naredili samomor. Niža pa se tudi starost tistih, ki o tem razmišljajo, in to so običajno tisti otroci, ki niso zadovoljni s svojim življenjem. Kako se torej lotiti reševanja tovrstnih težav mladostnikov, kdo mora začeti z reševanjem in kako potem nadaljevati? Začeti moramo odrasli. Odrasli smo že tako odcepljeni sami od sebe, da zelo težko eno zelo pomembno nalogo opravljamo v življenju otroka, in to je nalogo koregulacije. Tako da zato tudi boste videli, da večina programov, ki jih pravzaprav IDZ razvija, so programi, kjer vključujejo odrasle, delo odraslih na sebi in trening ali pa poučevanje, kako se kontakti z otroki in mladostniki pravzaprav kreirajo. Člani iniciative torej stremijo k temu, da bodo v povezovanju z občani identificirali njihove potrebe, ki bodo potem temelj za kreiranje dovolj uspešnih programov, ki bodo podlaga za spremembe. Potrebno bo najprej dati podporo odraslim s predavanji, delavnicami in drugimi dejavnostmi, ki bodo potem s svojim zgledom lahko delali spremembe pri svojih otrocih in morebiti le naredili bolj ugodno okolje za mladostnike, ki so danes vse preveč pod vplivom drugih zaslonov, ki prevzemajo vlogo staršev. Telefoni so nam ukradli otroke in mladostnike, tako da tudi iz tega predavanja je nastala iniciativa, kako pozivati starše, da vsaj v času pouka in šole nekako vplivajo na to, da telefona ni v šoli. Je to možno danes v teh časih? Mi bomo ostali v optimistični energiji in bomo nagovarjali. Nikomur ne moramo zaukazati, to vemo že, da ne deluje niti pri otroku in mladostniku, ampak pomembno pa je, da ne utihnemo. Tako da na nek način bomo iskali poti in pa voljo, da se bo to neprestano na različnih kanalih naše občine tudi poudarjalo. Želijo si vzpostaviti nevtralne, varne pogoje za učitelje in starše, izvesti več pogovornih aktivnosti, želijo več izpostavitev pomena duševnega zdravja v medijih in izpostaviti kotiček za duševno zdravje v Medvoški knjižnici. Nameravajo tudi zapisati razvojni dokument o duševnem zdravju otrok in mladostnikov v naši občini od prenatalnega obdobja do mlajše odraslosti. Verjamajo, da bodo z vztrajnim in trdim delom dosegli pomembne spremembe na bolje, saj z njimi sodeluje ogromno strokovnjakov in zainteresiranih z različnih področij obravnave duševnega zdravja in mladostnikov, katerih njihova skupna vizija je sooblikovati zdravo skupnost. Veliko podporo imajo tudi strani občine Medvode, katere ključni izziv je, da spremeni trenutno gibanje družbe v smer superegoizma, kot se je slikovito izrazil župan, in da ponovno zaživimo kot skupnost, ki dela druga in s tem tudi zase. Od torka dalje do 8. marca je v knjižnici Medvode na ogled razstava del Medvoščana Tomaža Hostnika, slikarja, pesnika, teoretika, zvočnega umetnika in prvega pevca skupine Laibach. Do razstave prve posthumne, Tomaž Hostnik je namreč leta 1981, star 21 let, naredil samomor, je prišlo na pobudo njegove nečakinje Mateje. Več v prihodnji oddaji, tokrat le kratko razmišljanje Aleksandra Stanislava Jurkoviča o tem, za kako edinstven dogodek gre. Zanj pomembne letnice, povezane s Tomažem Hostnikom, so 3. Leta 2008 sem navezal stik z gospodom Marjanom Hostnikom, ki je bil oče Tomaža Hostnika, ker sem delal eno veliko razstavo in knjigo
filografska zbirka Ljudskega muzeja, to je v bistvu filografija, je zbiranje podpisov avtogramov in sem si želel imeti v zbirki tudi podpis Tomaža Hostnika. Prišel sem do njega in sem doživel en velik šok, ker je bila ta soba po 27 letih nedotaknjena. Oče mi je podaril njegov pasoš, ker je bil njegov podpis noter. Potem naslednja velika prelomnica je bila vsekakor leta 2017, ko je kolega Igor Zope delal LP film Laibach, se pravi po tej prvi plošči Laibacha je delal dokumentarec in je imel tudi željo, da bi v tem dokumentarcu nekaj povedal oče gospod Marjan Hostnik. To se je zgodilo, tudi sam Marjan je bil takrat izredno, bi rekel, čutil je to potrebo, da enkrat izpove to, kaj je on čutil vsa ta leta in vse te zadeve, to si lahko v filmu ogledamo. Vsekakor je pa tretja prelomnica se je pa zgodila nocoj v Medvodah. Bodisi o Tomažu Hostniku, pisal je tudi kot Ivo Salinger in njegovem delu, bodisi o razmerah pred več kot 40 leti, ko so dela nastala, smo se med drugim pogovarjali tudi z njegovo nečakinjo Matejo Pucelj, ki je skupaj z Darkom Pokornom, predstavnikom novega kolektivizma, naredila izbor del in postavila razstavo, striparjem Zoranom Smiljaničem, njegovim prijateljem in kolegom tudi na Likovni akademiji, in Jožetom Suhadolnikom, avtorjem ene najbolj znanih fotografij Tomaža Hostnika kot okrvavljenega pevca skupine Laibach na koncertu Novega roka leta 1982 v Ljubljani. Več o vsem pa v prihodnji oddaji. Da iz Amerike prihaja kakšna dobra stvar, ne oporeka, ne gre pa se zgledovati po njej. Visoka brezposelnost, veliko število brezdomcev, slaba socialna in zdravstvena varnost, veliko oboroženih ljudi, ker se bojijo za svojo varnost in še marsikaj takega, da ne more biti to res ne naša obljubljena dežela. To in še marsikaj je reper, aktivist, igralec, včasih tudi urar Zlatan Čordić Zlatko dejal v pogovoru v Medvoškem baru kulture že prejšnjo soboto. Kot pravi, mu ni žal za protivladne demonstracije v času Janševe vlade, niti za upor proti vladnim ukrepom v času epidemije koronavirusa, zaradi česar je pristal tudi v zaporu in bil za nekaj časa izbrisan iz razvida samozaposlenih v kulturi. Ni mu žal, najbrž pa tega ne bi ponovil. To je bil že 16. pogovorni večer z znanim Slovencem v organizaciji članov mlajše literarne skupine Bezeg, Kuda Jaram. Kako se pripravljate na tak večer? Kaj vse naredite? Ja, prvo se v bistvu preberemo nekaj o gostu, pol pogledamo naprimer kakšne intervjuje, ki jih je imel že prej, pol pripravimo vprašanja, kaj ga bomo spraševali in pol se tudi vprašanja, če on pove pol kaj tudi izven okvira, ki smo ga mi vprašali, kar je in pol ga pač to mi tudi vprašamo, pač ko še kaj v zvezi s tem. Prav vsi, na katere so doslej naslovili povabilo, so se pozitivno odzvali. Odločitev, koga povabiti tokrat, pa je bila predvsem na strani Jurija Marusiga. Ko sem ga poslušal, oziroma koga poslušam, ko poslušam njegova besedila, je velikrat to, ja, tako misli kot jaz. Ampak moram reči, da je on veliko bolj aktivističen kot pa jaz. Zelo zanimiv pogovor. Jaz sem prej Zlatka poznala bolj iz pesmi, ki je repal, ampak da je pa nekaj takega povedal, kar v življenju dejansko se zavzema za stvari. Zlatko pravi, da je to kar običajno, da se najde kdo, ki reče podobno, pa ta razmišlja tako kot jaz. Ko si ti fokusiran, hitro vidiš, a si na isti oziroma podobni frekvenci, ne? Kaj od tega je res? Da je izdal 13 albumov, da se je 20 let vozil brez vozniškega izpita ali da se je rodil v Bosni. Večino zbranih v baru kulture je razmišljalo narobe. Res je, da je izdal že 13 albumov in ne, ni se rodil v Bosni, ampak v Ljubljani in če bi prišlo do česa usodnega, čeprav je pacifist, zagotavlja sledeče. Jaz sem rojen v Ljubljani in ne morajo me spraviti izven Ljubljane, razen s puško in še to v belih rivkah. Aktualno dogajanje v Gazi je zanj razočaranje nad dvojnimi merili. Mislim, da če pa zdaj ni ljudem jasen, da dvojna merila evropskih vrednot pokajo po šivih, potem pa ne vem, kdaj jim bo. In če rečemo Bobu Bob,
bi se lahko zdaj še malo pošalil, ampak glede na to, da ste vi pač televizija, bom to obdržal zase. In doda tudi Rooseveltovo misel: nikoli še ni bilo dobre vojne ali slabega miru. Mene bolj boli to, da ljudje, kateri si drznejo pisati danes, koliko jim je žal za to in potem pišejo nikoli več, a v bistvu danes pred očmi, ki se jim dogaja zelo nekaj podobnega, pa molčijo. Kot pravi, je imel v Fužinah lepo otroštvo, vse do začetka razpada skupne države. Najbolj trpek spomin na najstniška leta pa tisti, ko stare starše namesto na kmetiji v Bosno, kjer je sicer z veseljem preživljal počitnice, mora obiskati v begunskem taborišču. Ti, ki si otrok, ki vidiš kakšno nepravico, ona se ti zareže v srce in ti boš celo življenje boš vedno gledal, da si na strani pravice. Ne glede na to, komu se dogaja krivica. Ne? Pravi, da ga ne bi bolelo, če bi mu kdo rekel Lidlovček, ker je tam kupil hlače za 8 evrov. Bolj ga boli, koliko je bil plačan tisti, ki jih je naredil. Da bo vedno na strani potlačenih, pravi. Vidiš, da se vse da. Edina stvar, kar manjka, je čist mečken fair play, ne? Pri 24 se je iz Fužin preselil v blokovsko naselje v Medvode. 6 let je bil naš občan in pravi, da je bila to rešitev zanj, kajti nabralo se je vsega preveč. Fužine njegovega otroštva namreč niso bile enake Fužinam njegove mladosti. Meni je sprememba na splošno v življenju prišla takrat prav, v ta pravem trenutku. Odkril sem ogromno, kasneje potem gorenjskega konca in sem v bistvu te nedelje izkoristil za izlete in odkrivanje novih mest, spoznavanje. Zase pravi, da ni zvezda. Zvezde so tisti, ki rešujejo življenje. Tudi zdravniki, če spoštujejo Hipokratovo zaprisego. Njegova želja je le, da njegove pesmi motivirajo posameznike. Mislim, da ni lepšega, če človek nariše, poslika, posname oziroma napiše nekaj, kar zbudi v nekomu upanje, željo oziroma enostavno, da premakneš ali enega ali dva in je v bistvu to dosežen na nek način cilj. Iskrenost je beseda, ki smo jo na tokratnem pogovornem večeru večkrat slišali. No, vsake toliko cajta verjetno pride kakšna beseda, katero ljudje lahko malo bolj uporabljamo. Zdaj ne vem, vsi poznajo besedo dejansko in potem se ta dejansko vleče. Potem pa iskreno rečeno, roko na srce in tako naprej. Tako da, iskreno, bolj iskreno ne gre. Ta pravkar slišani smeh je tudi povod za naslov knjige o smehu Zlatka Čordića, ki jo je ob mnogih pogovorih napisal Jurij Hudolin in je izšla leta 2019. Potem, ko se je Zlatko sestavil skupaj po izgorelosti. Ni prav veliko dal na opozorila dr. Zelinke iz zdravstvenega doma Medvode, češ da naj malo počiva, ko je najmanj 3-krat letno preboleval angine. Tudi če delaš tisto, kar rad delaš, lahko pregoriš. Če sem hotel karkoli ustvariti, sem mogel delati, ker mnogi ljudje, pač pri nas nisem jaz nič izjema, ampak je pa res, da mnogi ljudje iščejo bližnjice, jaz pa bližnjic ne maram. Sestavljal se je skoraj 2 leti, dokler ni zamenjal formule. Napačno prepričanje, da se mora sestaviti zaradi otrok, 4 ima, je zamenjal s dejstvom, da mora to storiti zaradi sebe, zato da bodo otroci kaj imeli od mene. Danes si vzame čas zase, pravi, rabim svojih 15 minut, da se umaknem, kdor tega ne razume, ga ne rabim ob sebi. Vedno si bom dovolil razmišljati na glas. Ja, tako je. Ampak predvsem tisto, kar je nujno povedati zraven, vedno si bom dovolil dvomiti, dvom mora biti prisoten. In zdaj pa ne bi bilo pa res včasih nič narobe, če bi določene stvari obdržal mogoče zase. Sem probal, ampak ne gre.
tako dolgočasno je. Kot pravi, mu ni žal za protivladne demonstracije v času Janševe vlade, niti za upor proti vladnim ukrepom v času epidemije koronavirusa, zaradi česar je pristal tudi v zaporu in bil za nekaj časa izbrisan iz razvida samozaposlenih v kulturi. Ni mu žal, najbrž pa tega ne bi ponovil. Resnice se ne boji in ne beži pred njo. Torej, iskreno ste rekli, kaj bi bilo z vašim aktivizmom, ki smo ga bili priča mogoče v teh zadnjih 4 letih, danes. Zakaj danes ta aktivizem, mogoče ta glasni, mogoče bolj aktivizem, kot ste ga bili takrat vajeni, ne pride do izraza? Dobro vprašanje. Namreč jaz sem od tistega časa izdal 2 albuma in ogromno stvari je gor povedanih, plus da rad bi dodal, da smo, če se ne motim, smo imeli demokratične volitve, ne? In ljudje so dobili možnost, da izvolijo. In ljudje so volili. In če lahko samo dodam za vse vaše poslušalce in gledalce, bi zaključil kar s Cankarjem, kar bo najlepše, ne? Tudi če vzamete vso perje temu jastrebu, bo še vedno ostal jastreb in nikoli ne bo postal golob. Že sicer rad citira Cankarja in dodaja, da se je sam marsikdaj spraševal isto, kar se je Cankar 100 let pred njim. Na tokratnem večeru je bila na mesto odgovora možna tudi rima. Prvič za narod, drugič za svobodo, tretjič gre za zdravje, zrak in čisto vodo. Ceni to, kar imaš, bodi vesel, nekdo v sebi dal, da to isto bi imel. Svobodo govora, možnost izobrazbe, izreč glasno svoje misli ob spremstvu glasbe. Ona je tista, srca odpira, nas druži vse, zidove podera. Govori iskreno, izpolni obljube, ne pljuvat, bod sonce, sveti na druge, luč v temi, seme v zemlji, rešitev med problemi, drugačen med vsemi. Doma je najlepš, vsi smo ljudje, ko ura odbije konc, na konc šteje čisto srce. Pokaži svoj obraz, ne skrivati se za masko, človeško je narediti napako, odpuščati božansko. Tokrat medvoški policisti poročajo, da so obravnavali manjšo prometno nesrečo na Zbiljski cesti, kjer pa sta se udeleženca sama dogovorila o krivdi in si izmenjala podatke, zato posredovanje policistov ni bilo potrebno in so odstopili od ogleda. Poročajo pa še o polomljeni zapornici čez železniško progo v smeri Preske, kjer so morali urejati promet do prihoda vzdrževalcev. Sedaj pa iščejo pobeglega povzročitelja, ki je s svojim dejanjem ogrozil ne samo svojega, ampak tudi življenje vseh voznikov, ki bi lahko zaradi poškodovane zapornice trčili z vlakom. Nepridipravi so se tokrat potikali na Topolu, kjer so občanki vlomili v stanovanjsko hišo. O tem, kaj so zlikovci odnesli, policisti ne poročajo. Vemo pa, kaj je privabilo k slabemu namenu tistega, ki je potem odpeljal občanu iz Spodnjih Pinič nezaklenjeno in nezavarovano kolo z motorjem ali po domače moped. Priložnost delata tu, pravi en pregovor. V stanovanjsko hišo pa so vdrli tudi občanu iz Zavrha, tudi v tem delu poročila so policisti skrivnostni in niso zapisali, če so tatovi odnesli kaj iz hiše. V zadnjem času kar pogosto poročajo o odvzemih sumljivih snovi v Preski, tudi tokrat so snov, za katero policisti sumijo, da je konoplja, poslali na analizo. V Goričanah sta se sprla soseda, podobno se je zgodilo v Preski, le da so se prepirali v družinskem krogu. Globo pa bo tokrat plačal kršitelj, ki se je nedostojno vedel do svojih staršev. Kot rečeno, so tatovi spet nekoliko bolj predrzni in aktivni, zato še enkrat poudarjamo, da ravnajte samozaščitno, zaklepajte svoje hiše in avtomobile in seveda pazite na svoje imetje. Sumljive neznance, ki občudujejo sosedovo hišo, bodisi peš ali celo z avtomobila, si pa le dobro zapomnite. Če se vam zdijo precej preveč radovedni, pa o tem obvestite policijo, ki bo potem malo preverila vaš okoliš. Na 080 200, če bi to storili anonimno, drugače pa kar na 113 ali pa na policijsko postajo v Medvodah, ukolikor se to zgodi v času uradnih ur. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega tedna. Lep pozdrav!